Pozdrav vsem gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Z nami je danes človek številk, podatkov in športa, je matematik in psiholog, oboje doštudiral, a je kljub temu ali pa prav zato postal novinar. Slavko Jerič, dober dan. Živijo, Suzana. N1 podcast Suzano Lovec. Torej, si novinar javne radiotelevizije, konkretno portala MMC, in si znan podcaster. Mnogi naši gledalci in poslušalci poznajo tvoja podcasta, Številke in Športni SOS, oziroma to je portal Športni SOS, Odmev SOS pa je podcast. Napisal si tudi ogromno kolumn, odgovoril že na, to ne pretiravam, tisoče in tisoče statističnih vprašanj bralcev in poslušalcev. Kdo ti jih ponavadi pošilja? Ja, tisti, ki se čutijo nagovorjene. Za ta rubrika je bila nenavadna, je nastala, zdaj že več kot 10 let po olimpijskih igrah v Londonu 2012, ko sem v članke zmeraj rad kakšno statistično podatek zraven dodal. Mislim, da so potem bralci ugotovili to neko mojo težnjo, mojo zaljubljenost v številke in na službeni mail čist brez kakšnega javnega poziva je prišlo kakšno vprašanje, 2-3 in pa sem vedno videl tudi, če je karkoli v službi narobe, kakšno napako vidiš, res zelo malo ljudi pokliče, je nagovorjenih. Pa sem si rekel, če je nekaj teh vprašanj, potem najbrž obstaja malo večji interes, da bi se pa ljudje, če bi bili počuteni nagovorjeni, bi se pa obrnili. Tako nekako je ta portal nastal. Res, kdo pa sprašuje, pa čisto različen, se mi zdi, ljudje, tisti predvsem, ki jih zanima šport in ki ne najdejo teh podatkov na internetu. Katere vprašanja pa dobiš recimo najpogosteje? Kaj so to za ena vprašanja ali pa mogoče po drugi strani, katera so te najbolj presenetila do zdaj? Najpogosteje sprašujejo kaj? To je pa precej vezano na slovenski šport. Zdaj, ko sem rekel, 10 let je res ekstremna doba in potem, ko sem večkrat gledal, katera vprašanja so bila najbolj priljubljena, se potem vidi tudi obdobja, v katerih so bili določeni slovenski športniki res izrazito izpostavljeni. Zdaj, če govorim pred 10 leti, je bilo to seveda Tina Maze, njen kristalni globus, tisti njeni rekordi, to so kar vprašanja deževala. Potem leto 2-3 zatem je sledila tista sezona Petra Prevca in potem je bilo veliko vprašanj o tem. Potem je prišel Luka Dončić, tudi velik hit, veliko vprašanj, zdaj pa smo recimo v neki kolesarski eri zaradi Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, tako da seveda to govorim za neke lokalne ekstreme, seveda pa glede na to, kaj se dogaja aktualno, če je svetovno prvenstvo v nogometu, potem je veliko vprašanj o tem. Glede na dogodek, zdaj recimo smo dokaj konkretno na MMC spremljali tur, dirko po Franciji, bilo veliko vprašanj o turu in podobno. A te kdaj kaj preseneti, da rečeš, opa, tole pa, to pa si nisem mislil, da bo kdo vprašal? Vprašanje. Pa niti ne tako ekstremno, ker tudi sam veliko premišljujem o športu, pa športnih podatkih, sem kar imam nek čud, ko vidim neko številko, ki mi je nenavadna, ki nekaj izstopa kar hitro, postanem na njo pozoren. So pa recimo zanimiva neka vprašanja, prav gotovo sem to že večkrat omenil, ampak je tako klasično vprašanje, ko me ljudje vprašajo, na katero vprašanje pa nimaš odgovora, se mi zdi že taka klasična, kolikokrat se je zgodilo, da je bilo na uradnih tekmovanjih, ko je zmagal slovenski ali pa slovaški športnik, da so se zmotili pa zaigrali napačno himno. To je taka zanimiva informacija, za katero težko dobiš informacije, tudi zato, ker je veliko tekmovanj, veliko tega ni zabeleženega, ampak verjamem pa, da je tega vse manj. Torej, si novinar za področje športa na RTV-ju, konkretno, kot sem rekla, na MMC. Diplomiral si iz matematike in psihologije. Kako se je zgodila takšna pot, da si pol pristal v novinarstvu? Pa tudi te dve stvari, matematika in psihologija, bi se zdelo skoraj nezdružljivo, je res? Ja, ampak imate še z novinarstvom, recimo tistim konkretnim, kar mene zanima, imajo eno skupno točko in to so številke. Že kot otrok sem zelo rad spremljal šport in sem bil recimo ne samo na športne same dogodke, osredotočen predvsem tudi na številke, na statistiko in številke same so me vedno zelo zanimale in ko si v osnovni šoli, ko se zanimaš za številke, si vprašaš, kaj bi bila lahko neka študijska pot in je kar, prišla ta matematika kar sama po sebi, kot nek logičen odgovor, pri čem recimo sem morda niti se dobro preveč pozanimal za ta študij, ker potem konkretno ta študij je precej težak, ker potem obravnavaš vse te neke abstraktne pojme, relacije in dosti tak
ne bom rekel metafizičen, kot da bi bil napačen izraz, ampak veliko pojmov med sabo so v relacijah. Mene so pa verjetno bolj konkretno zanimale številke. Ne. In tega je bilo pa presenetljivo veliko tudi v psihologiji, ker pač vemo, vsaka veda znanstvena uporablja veliko statistike, da pride do nekih rezultatov. In ko sem recimo končal študij matematike, sem bil že kar nekaj časa kot honorarno zaposlen na RTV Slovenije, sem se rekel, jaz tukaj ne bom delal do konca svojih dni. Rad bi še nekaj študij, še nekaj konkretnega bi rad ugriznil in sem premišljal med primerjalno književnostjo in psihologijo in na koncu sem izbral psihologijo in ni mi žal. In ni ti žal. Pa si predtem kdaj verjel, da boš lahko skombiniral matematiko in novinarstvo, recimo, kot jo zdaj kombiniraš pri svojem delu? Matematiko in novinarstvo ne. Je pa zanimivo, pred nekaj meseci sem o tem kar premišljal, ko sem iz fakultete za družbene vede, so me povabili, da sem pomagal pri predmetu novinarski praktikum in sem potem premišljal o svojih začetkih, kako sem sam stopil v novinarstvo in sem gotovo, da kot otrok sem take nenavadne želje, da sem želel postati pisatelj. Želel sem postati učitelj matematike, pa športnik, take čisto različne teme, ki med sabo recimo nimajo nekih stičnih točk in potem sem gotovo, zdaj za nazaj, se v bistvu se pa vendar s vsemi temi stvarmi ukvarjam. Si povezal se skupaj. Ja, recimo, nisem pisatelj, sem pa pišem o športu, recimo zdaj že več kot 20 let. Nisem športnik, veliko pa razmišljam, pa pišem o športu nekako. Potem sem gotovo, da tudi, če imaš človek neke sanje, včasih je treba samo malce prizmo spremeniti, pa te osnovne sanje tudi lahko na nek način dosanjaš. Praviš, da si se zaljubil v številke. Kaj na njih te tako fascinira? Vem, da rad iščeš vzorce, da delaš po vzorcih. In tudi ta ljubezen do statistike in matematike si, kot si tudi zdaj že povedal, je že zelo zgodaj prišla do tebe. Med drugim, to si že javno povedal, si opazoval očeta, ki je izrezoval nogometne lestvice iz časopisov in jih shranjeval. Med drugim si tudi že javno povedal, da ti je v življenju najbolj dala misliti prezgodnja očetova smrt. Torej te spremlja v bistvu oče čez celo življenje, če ne drugo, v bistvu preko si neke stvari od njega pobral, tudi kar se tiče poklica. Ne? Ja, tudi tako se mi zdi, da je tukaj nezavedno. Se on ni imel nobene matematične izobrazbe, ampak je tudi imel tak nek čut za številke pa v naravi. Recimo zdaj, žal se zdaj trenutno nahajamo v času teh neurij pa dežnih pojavov. On je bil zelo navdušen, moram reči, da je amaterski vremenoslovec, ampak je beležil ves čas doma temperature, 3-krat na dan jih je zabeležil, potem si je izdelal epruvete, pa na vrtu meril kakšne padavine, koliko jih je padalo, okužil svoje sodelavce, da sem mu poročal o teh podatkih. Skratka, recimo po tem vidiku, imam nek čut za številke v naravi, neko povezavo. Pa ko si prej rekla, številka lepa je, ampak fino je, da ima nek kontekst in ko je v kontekstu, ti potem zna neko zgodbo povedati in zato nekdo lahko vidi samo golo številko, recimo kakšni učenci v šoli morda in nimajo radi, ko vidijo samo neke zakomplicirane račune, ampak če imaš pa kot novinarji, to dobro vemo, če imaš v zadnju neke podatke, lahko s temi številkami zgradiš kakšno lepo zgodbo. Pisatelj Paolo Giordano je napisal knjigo Samotnost brez števil. Ne vem, če jo poznaš, ampak ta glavni junak noter pravi, da so praštevila, tista števila, ki se mu zdijo čudovita. Imaš tudi ti kakšen poseben odnos do kakšnih številk? Ne, ta knjigo poznam, pa sem si jo večkrat dal za poletno branje, pa še nisem prebral. Ampak ta praštevila sem pa tudi v eni izmed epizod v podcastu sem tudi se pogovarjal o praštevilih in je res fascinantno, ko gledaš zaporedje nekaj v naravi, ki se pojavljajo, ki se skrivajo. To je ta lepota, kdo bi lahko odmaknil z roko, nekdo pa, ki vidi kako se recimo spirale potem povečujejo v tem Fibonaccijevem zaporedju. To se vidi res neka lepota. Zdaj, kakšni filmi pretiravajo, pa kakšni rečejo, da številke pa matematika bi bil lahko univerzalni jezik vesolja. Morda je to malo pretiravanje, ampak je pa neka, včasih lahko tudi neka ezoterična skrivnostnost v tem skrita. In lepo se mi zdi predvsem to, da nekateremu to ustreza, mu popestri dan, morda tudi življenje, nekdo drug pa to lepoto najde čist neki drugi stvari in to se mi zdi pač lepa stvar našega sveta.
Čeprav je danes ogromno podatkov na spletu, se vseeno najde tudi veliko neodgovorjenih vprašanj, praviš ti. Katera so recimo takšna, na katera še nisi našel odgovora? Ok, slišali smo to glede himne, so še kakšna? Ja, predvsem je težava v tem, ko ne obstaja neka baza podatkov ali pa nimam dostopa. Recimo, ogromno zanimivih vprašanj, do katerih ne bom nikoli prišel, je v ligi NBA. Obstajajo številne baze podatkov za vsako tekmo posebej od točk skokov in potem, ko se zgodi, kdo vpraša, ali se je kdaj zgodila neka prosem banalna zanimivost, ne vem, da je dal nekdo 10 točk v isti ekipi, 11, 12, 13, 14, 15. Skratka, baze podatkov to obstajajo, ampak če nimaš dostopa do teh baze podatkov, kot ima recimo pri ESPN-u ali pa kakšni drugi novinarski hiši, do tega ne moreš priti in mislim, da mi nikoli ne bo prišlo. Predvsem pa recimo kot ena izmed pomanjkljivosti svojih, pa opažam recimo v tem času, ko je recimo vse bolj pohoden umetna inteligenca, ne bi bilo fino, če bi znal kakšen računalniški program, ki ti pomaga potem iz teh nekatere baze, ki pa so na voljo javnosti, da bi lahko to v žargonu rečeno postrgal in potem po njih iskal, bi bilo precej lažje. No? Tvoja kolumna, kaj nas uči zgodba Lindsey Vonn in kateremu delu nismo pripravljeni prisluhniti, z drugega zornega kota si pogledal na kariero te slovite Američanke in ta prispevek je bil pred 3 leti uvrščen med 10 najboljših kolumen na svetu. Ti med drugim v tej kolumni pišeš, oziroma si pisal ob slovesu Lindsey Vonn, da je med drugim, poleg vsega drugega, tudi žalostni simbol modernega vrhunskega športa. Šport je zdrav in dobro vpliva na telo, čisto drugače pa je, ko govorimo o vrhunskem športu, o desetletjih ponavljanja ekstremnih gibov, ki so v lepem deležu nenaravni, kar pomeni, da še dodatno negativno vplivajo na telo. Nemalo športnikov se po koncu uspešne kariere potem ukvarja ravno s tem vidikom in med te sodi tudi Lindsey Vonn. Si pisal, ne? Se ti zdi, da se o teh plateh športa premalo govori? Med drugim recimo praviš tudi, obstaja 1000 športnikov in športnic, ki so šli skozi podoben način življenja, ki terja ogromno odpovedovanja in žrtvovanja, tudi na finančnem področju. Seveda slišimo, beremo in vidimo predvsem uspešne zgodbe. Torej, kako pomembno je poročati tudi o tem delu športa? Si prav počrtala. Ja, izrazito pomembno je. Zdaj pač se mi zdi, da smo današnja družba na eni strani družba zadnjega dogodka, da pozabimo vse, kar je bilo prej. Lahko na eni strani pridemo do primerov, ko je nek športnik lahko dolgo časa uspešen, pa samo na zadnjih nekaj tekmah mu gre slabo in je, kot da se pozabi vse ostalo. Tukaj recimo ta konkreten primer Lindsey Vonn me pa pravzaprav zato nagovoril na 2 stranih. Kot si izpostavila, en je, kaj se dogaja z njenim telesom in sem slučajno na to kolumno se spomnil pred nekaj dnevi, ker če si zasledila, je objavila pred nekaj dnevi, da je bila ravno na operaciji in da še vedno okreva, skratka, da se ne poznajo dolga leta teh kariere. In tudi recimo, ko se pogovarjaš z Ilko Štuhec ali pa z Juretom Koširjem, ki sta 2 odlična slovenska alpska smučarja, večkrat znata povedati, da vrhunski šport ni zdrav, da se ti dolgotrajni, ponavljajoči nenaravni gibi prav gotovo na nek način poznajo. In to je ena stvar. Ne? Druga stvar, ki si pa tudi citat izpostavlja, je pač tukaj imamo samo nekaj primerov, ki jim je uspelo. Zdaj ponovadi, če lahko obrnemo na drugo stran, novinarsko ali pa zgodovinsko, zgodovino pišejo zmagovalci. Te primere nimamo, obstaja pa 999 drugih primerov, ki so šli po podobni poti, pa so morda tudi tukaj recimo primer, da so bili starši vpleteni. Lahko sklepamo, da je šlo v igri za izživljanje neizživetih želja staršev. Da je pogosto. Tako to je v tem športu zelo pogosto in tukaj je lahko tak nesrečen preplet, da nekdo v ozadju obstaja veliko teh ljudi, ki jim ne uspe, so pa, da se pa sliši kruto ali pa grobo, ampak po drugi strani so pa potrebni, če ena Lindsey Vonn potem mora, če želi izstopati, da je zgrajena ta neka piramida. Zdaj, če bi namreč samo 1 ali pa 2 športnika, potem ne bi bilo smiselno to izpostavljati. Med drugim v tej kolumni omeniš tudi ameriški nogomet in poškodbe možganov, ki pogosto usodno vplivajo na kakovost življenja po koncu kariere. Tudi mi smo poglobljeno pisali o tej problematiki.
Dr. Zvezdan Pirtošek je takrat sodeloval z nami o ponavljajočih se udarcih v glavo in kaj kažejo nove študije. Torej pravijo, da tudi če ne povzročijo pretresa možganov in izgube zavesti, lahko nepovratno okvarijo možgane. Številni vrhunski športniki zaradi tega umrejo premladi in kot sence samih sebe. To je verjetno še ena od teh zgodb, o katerih ne slišimo, kot ti praviš, slišimo o uspehih, ljudje se palijo na uspehe, novinarji se palimo na uspehe, na te zgodbe uspešne. To so pa neke zgodbe, ki so prav tako športne zgodbe, pa so verjetno premalo izpostavljene. Ne? Ja, zdaj, ko mi neš Zvezdana Pirtoška, tudi z njim se večkrat pogovarjal, bil tudi moj profesor na psihologiji, zanimiv človek. Ja, presenetilo me recimo večkrat, ko je izpostavil, da če sem se zdaj prav citiram, pa govorim po spominu, da ne priporoča najmlajšim, ki se ukvarjajo z nogometom, udarce z glavo. To me je kar presenetilo, ker če si prej omenjala ameriški nogomet, tam so pa vsaj na prvi pogled so trki veliko bolj siloviti, čeprav so zaščiteni s čeladami. In v tej, recimo, ko sem omenila ameriški nogomet, bi samo še eno stvar izpostavil, ker se mi zdi, pa da dodaja neko dodatno dimenzijo k vsemu skupaj, ne samo tisto, ko sem rekla, koliko športnikov gre, pa koliko malih uspe, tam gre velikokrat tudi za nek socialni problem, recimo temnopoltih športnikov, ki nekako na svojih plečih čutijo, ne bom rekel zahtevo, potrebo svoje ožje ali širše družine, da jim uspe, namreč tistim peščici, ki uspe, lahko precej zaslužijo in potem na tak način tudi posledično rešijo socialno in ekonomsko stisko za kar nekaj generacij. In če lahko dam samo še na vejico, zanimivo so potem tudi raziskave teh športnikov, govorim recimo kot ameriški nogomet in v NBA, ko hitro pridejo do velikega zaslužka, različno je od športa do športa, ampak če se nekaj zakrožim na glavo, tudi do 50% teh športnikov po nekaj letih bankrotira. Skratka, to je res široka tema, paleta vseh teh finančnih, zdravstvenih, gladiatorskih dimenzij. O teh drugačnih plateh ali pa o tem, kako priti do uspeha, kakšen davek terja ta uspeh, je recimo letos izjemno dobro govoril Mohorič. To je bil ta čustven govor oziroma te čustvene besede, ki se mi zdi, da so nas vse nagovorile o tem, kako naporno je kolesarstvo, kaj vse terja od človeka, kaj vse se on sprašuje takrat, kaj vse mu gre po glavi, koliko tudi psihičnih pritiskov v bistvu je v tem. Se je tudi tebe ta njegov govor oziroma te besede so se te dotaknile, tako kot se je večine nas. In ali je to še ena od teh tem, ki jih preredko mogoče odpiram? Ja, sorodno, to je zelo temu sorodno. Zdaj, ko govorimo o slovenskem kolesarstvu, velikokrat razmišljamo o slovenskem, imamo na eni strani Pogačarja, pa Rogliča izjemno uspešne. Meni pa tudi zelo fascinantna zgodba Mateja Mohoriča. Sam priznava, da telesno po predispozicijah ni tako sposoben kot ona dva, ampak zdaj že vsi dobro vemo tudi iz njegovih izjav, kako je inteligenten, kako se športu posveča tudi z perspektive razmisleka. Marsikdaj dela že kot športni direktor, naprej premišljuje, kar je za njega izrazito pomembno, ker potem sam sebe skuša spraviti v položaj, kjer načeloma nima možnosti, da tiste svoje prednosti, ki jih ima, izpili do maksimuma in na ta način, recimo po neki obvoznici, pride do uspeha. Zakaj, ko si pa rekla, zakaj so njegovi intervjuji tako epski ali pa odmevni, ni bilo prvič, da je bil tako zelo odmeven. Pa mislim, da je tudi, ker govori o teh širših temah, plus tega se mi zdi, da je prav čutiti poslušalcu in bralcu, kako jih govori iskreno. Lahko si mi dva napiševa nek izjavo, ki bi jo mogel reči, pa recimo ekstremni primer so misice, zakaj se recimo borijo, karikiram, pa je čutiš, kdaj je to iskreno, kdaj to človek iskreno misli in kdaj ne. Pri njem pa je videti, da te misli kar vrejo z njega, da je to vse v njem, da to premišljuje o športu, o človečnosti, o dostojanstvu, o pravicah, o neki skupnosti, minljivosti. Ne nazadnje vemo, njegov moštveni kolega Gino Medar je umrl nekaj tednov nazaj in to se pač čuti, da je pristno in nezaigrano in zato se mi zdi, da še bolj zabrenka na naše strune. Tukaj, ko že govoriva o teh težkih zgodbah,
lepa in težka je gotovo, so tudi predrta pljuča Petre Majdič, o tem si že večkrat pisal oziroma govoril. Ne? Je to še ena taka zgodba? Ne? Ja, to je še ena taka zgodba, pri čemer pa vedno nisem prepričan, ali je ravnala pravilno ali ne. To je kakšno sporočilo dala, seveda tisto prva interpretacija, najbolj jasna, najbolj lepa, najbolj prepričljiva, seveda, da nikoli ne obupaš, čudno, da niso že igranega filma o tem posneli. Drugo je pa seveda tudi, kakšno sporočilo potem to daje recimo mladim športnikom, v smislu, če imaš na tehtnici recimo nek uspeh, neko v navednicah le medaljo, čeprav loviš celo življenje, na drugi strani pa dolgoročno zdravje. Se pač na njeno srečo se je vse steklo dobro, ni imela večjih posledic, ampak ja, človeka kar potem prisili do razmisleka, do kam je vredno tvegati in do kam ne. Vprašanje tudi, če bi sama vedela, kako ogroženo je njeno življenje ali pa zdravje, ali bi se tega lotila, ali bi vztrajala ali ne. Ampak ja, vsi dobro poznamo te njene zgodbe od kvalifikacij naprej, pa tisti boleči kriki, ki so prišli iz njenih ust, res marsikoga nagovorila, ampak ja, po črti pa to definitivno neka zgodba o vrednosti vztrajanja. No. Ja, skratka, ima ta bron takrat iz olimpijskih iger tudi veliko razmislekov zadnjih. Ja, to je zgodba o uspehu, ampak tudi še o marsičem. Ampak tudi recimo samo še pot recimo razlaga, zakaj se je šla morda po taki poti, kot je šla. Ona prihaja iz slovenskega okolja, ki je nekonkurenčno, govorimo o možnostih za material. In 2006, ko so bile olimpijske igre v Italiji, v naši soseščini, je na kratki razdalji že pokazala, da je bila v igri za medaljo, da se je tekaško, da je bila sposobna tega, ampak zaradi materiala tega ji ni bilo usojeno in je v solzah jokala se je, dobesedno jokala, vemo, zelo čustven človek je, kar je prav, in je govorila o tem, zakaj nima primerljivega materiala, s čimer bi lahko posegla po medalji. In potem v 3 letih, do 2009, si je nabrala s pomočjo tudi zveze široko ekipo, ki je zagotavljal res dober material. 2009 je serijsko zmagovala, bila druga v svetovnem pokalu in potem so prišle te olimpijske igre, na katerih je jasno, ni skrivala tega, prišla na olimpijske igre po 2 zlati medalji, in potem prva tekma, prvo ogrevanje, prvi padec, jasno je bilo, da so to njene zadnje olimpijske igre. Ja, zato nočem biti pameten nobeno smer, ampak ker ta široka slika ima res neverjetno veliko nekih zgodbic, ki jih je treba upoštevati. Opažaš tudi ti kot športni novinar, da je ženski šport pogosto zapostavljen ali pa manjkrat na naslovnicah kot moški šport. Mi smo tudi poglobljeno napisali o tem, kako so se v bistvu ženske morale boriti za to, da so na začetku sploh lahko tekmovale, pa zdaj še vedno se borijo in za primerljivo plačilo in tako naprej. Pred časom, ravno pred par tedni, je po svetu zaokrožil ta genialni spot, oglas za enega od telekomunikacijskih operaterjev v Franciji, kjer so v bistvu s pomočjo deepfakea najprej gleda gledalec, kako moška reprezentanca francoska v nogometu zmaguje, kriki navdušenja, genialne poteze, srh ti gre po telesu, pač res dol padeš in potem povejo, ne, niste gledali moške reprezentance, vse to so bile poteze ženske reprezentance. In je tako res razgalil to neko, hipokrizijo, ker raziskave kažejo, da ljudje podobno ocenjujejo recimo neke akcije, če ne vejo, ali gre za žensko ali moškega. Opažaš ti kot športni novinar tudi včasih, da smo novinarji tukaj pristranski? Ja, definitivno. Tudi tem sem se že večkrat ukvarjal, tudi napisal kakšen članek. Zdaj morda nekaj številk na ključnih, če jih vdajo to zgodbo. Na eni strani, če gledamo zgodovino olimpijskih iger, delež moških pa ženskih tekmovalk, vemo, na prvih igrah so bili samo moški in potem skozi več kot stoletje, mislim, da v zadnjih igrah v Tokiu poletnih prvič izenačeno razmerje. Torej, ves čas je bila ta rast k izenačenosti in zdaj smo tam. Potem obstajajo zanimive lestvice plač, Forbes vedno objavlja zanimive lestvice, koliko zaslužijo športniki, oziroma koliko je v top 50 športnikov in koliko športnic. Kaj misliš, Suzana? Ne bi si upala. Ugibaj. Povej mi. 2 športnici in
mislim, da so to za podatke za leta 22 ali pa 21, mislim, da za 22. To sta dve tenisačici in obe upokojeni oziroma začasno na pauzi. Ena je Serena Williams, vemo, ikona tenisa in ženskega športa, in Naomi Osaka, ki je šla na porodniški dopust. Skratka, tudi v tem je neenakopravnost, po drugi strani pa recimo tudi to kaže primer, da športi, kjer pa so recimo vsaj ženski šport, je na nek način, pa se bo zdaj morda grdo slišalo, malo navezan na moškega, da ima pozitivne koristi. Nekaj teniških turnirjev poteka sočasno moških in ženskih in mislim, da tega bo v prihodnosti še več in prav gotovo s tem dobijo nove publiko. Da se popularizira. Tako. Tudi recimo smučarski skoki bodo v prihodnosti vse več tekem na istih prizoriščih, biatlon nenazadnje tako poteka in to je korak v to smer. Kar pa se tiče ženskega športa, pa še en tak zanimiv pogled, ko sem več kot 10 let nazaj pisal članek o tem, razmerje je vedno pač predvsej korist, odstotek piše o moških, razen izjema so olimpijske igre, ampak ta redek odstotek, ko je bil predvsem pred leti, od tega pa še velik del odstotka, v tem je šel recimo neke bizarne športe, kot je recimo LFL, ameriški nogomet v spodnjem perilu za ženske in podobne. Skratka, ali pa ko se izpostavlja recimo odbojka na mivki, se pogosto izpostavlja zaradi kopalk in ne zaradi tehničnih znanj. Skratka, je neka hipokrizija v zadju. Seksizem tudi. Seksizmu, Ti si napisal tudi knjigo, Čista desetka. Športnim novinarstvom se ukvarjam vse življenje, pišeš noter v uvodu. Drugič v tem podcastu citiraš ta zid. Tako, res je. Sem vredno poslušalec podcasta. Res je. In lahko poveš, kdaj sem prvič citirala? Ko je bil na tem stolu Martin Pavčnik. Tako je, Martin Pavčnik, naš urednik spletnega športkluba. Tisti, ki gledate tale podcast ali pa poslušate, toplo priporočam tudi tisti podcast z Martinom Pavčnikom. Martin je takrat rekel, in to je tudi naslov tega članka, da smo zaradi Dončića in Dragića vsi boljši. Tukaj bi kar se navezala na to, torej ne samo zaradi njih, tudi zaradi vseh drugih športnih uspehov športnic. Nas vse delajo boljše, tako je on rekel. Ker takrat se res povežemo in vzamemo od teh športnikov, ki so nekaj dosegli, res tiste ta najboljše stvari. On je dobro opisal tudi to, kako sta se ona dva povezala, kako sta en drugemu pomagala. Skratka, športniki in športni uspehi nas lahko delajo tudi res vse nas, tudi tiste, ki nismo športniki ali pa tudi rekreativno športnike, v bistvu celotno družbo boljšo, če vzamemo. Ja, ampak če dava še na vejico, pa se recimo navežemo na misel na začetku. Hitro, ko smo družba zadnjega trenutka, tudi Dončiću vedno ne gre, tudi ima slabe tekme, recimo v Ameriki, sploh ker je dolga sezona in hitro znajo priti kritiki na plan, sploh v Dallasu, da je pretirano zdaj, da je glavni krivec, da se je sezona Dallasa iztekla, kot se je. Skratka, zavedati se je treba imeti spet širšo sliko in se zavedati od teh lepih zgodb in ne potem samo misliti na zadnji poraz. V tej knjigi pišeš, kaj je torej šport. V medijih se najpogosteje predstavlja kot arena, v kateri potekajo boji za najvišja mesta, ki jih spremljajo številni gledalci, pogon pa jim dajo sponzorji in mediji, a prepričan sem, da je šport v resnici precej več, navdih, upanje in družbeno gibalo. Sej to je to, kar sva govorila zdaj. Točno to. Ti si kar torej hiperproduktiven, vse, kar sem prej naštela na začetku, kaj delaš, športni SOS, številke, podcasti, odgovarjaš na številna vprašanja, knjiga in tako naprej. Torej, ob tej hiperprodukciji, kako doseči, da se ti ne dogajajo napake? Ker operiraš s toliko številkami, s toliko podatki. Prav gotovo se napake dogajajo, si imamo tudi prijave napake, ampak če so zdaj na nivoju novic, pa številk, pa statistike se mi pa zdi, da jih je res zelo, zelo malo, če so bolj te slovnične, pa zatipki, ker grem res recimo skozi preden nek številski članek objavim, grem večkrat skozi podatke in se res redko zgodi zaenkrat, da bi se pojavile, to mi je zelo pomembno, vse pa seveda vsakemu se dogaja. Tudi v tem pogovoru so zagotovo tudi ti, pa jaz sem se kaj zmotila, kakšen podatek. Tako da to je zavedanje teh lastnih napak, se mi zdi, da je pomembno. Ampak če bi bil preveč obseden,
pretirano kritičen, da bi rekel, spet bom naredil to napako, potem pa najbrž se s tem sploh ne bi ukvarjal. Te pa lahko to zavira pri delu, Ja. Če je človek. Je pa pravilno, tako kot si rekel, še posebej za novinarstvo. V novinarstvu je pomembno, da se zavedamo tega, da vsi mi delamo napake in da jih ustrezno popravimo, ko jih naredimo. Tega se mogoče včasih iz nekega egotripa premalo zavedamo, da je v bistvu to del tega, da si dober novinar, da priznaš napako in jo popraviš. Ja, včasih je to težko sprejeti, ampak mislim, da je to pravilno. Vpliv pojavljanja športnika v medijih na njegovo identiteto, motivacijo in osebnost, to je bilo tvoje diplomsko delo. Tako je. Kaj si ugotovil? O psiholoških konstruktih, to je že več kot 10 let nazaj, 15 let nazaj sem malo pozabil, ampak tista na prvo žogo je pa tako še vedno aktualna, sploh zato, ker smo zdaj pa res spet se ves čas med vrsticami tudi vrtiva okrog družbenih omrežij. Takrat to je bila diploma 2006, že dolgo nazaj, 2010. Takrat je bilo to še bolj v povojih, ampak mi je bilo zanimivo spoznanje, ko sem res veliko športnikov imel za diplomsko nalogo in tam je vedno edina tipična, ki mi ostane, je povezava, koliko športniki berejo v medijih o sebi in spletne komentarje in kakšna je korelacija z njihovo uspešnostjo. In tisti res najbolj vrhunski, mislim tudi nekaj prejemnikov olimpijskih medalj, praviloma o sebi ne berejo, ker vejo, kje je črta, kaj jim vpliva na duševni mir, kaj jim zmoti koncentracijo in kaj ne. In tisti manj uspešni, ki morda bolj si želijo, da bi bili na tisti največji špici, pa se bolj berejo o sebi. Recimo tak izrazit primer, ki se je potem zgodil zadnja leta, Jako Fak, če se spomniš, ko je bil izbran za nosilca olimpijske medalje, zastave, kar je res velik pogrom nekaterih nacionalistov. In Jako je hitro potegnil črto in rekel, jaz se tega ne grem, vse te govorice meni motijo koncentracijo, treninge, to je odčrtal in potem je svojo olimpijsko medaljo. Kdo se ti, če se vrnem mogoče nazaj, ali če ostaneva tukaj pri športnikih, poleg recimo Mohoriča, ko si tudi ti omenil, pa ki vsi ga predstavljajo, športni novinarji pravijo, da je izjemen govorec, kot si ti rekel, da se čuti ta iskrenost, da razmišlja dlje, širše in tako naprej. Kateri športniki in športnice recimo v Sloveniji so pa še tako dobri govorci? Da recimo vi športni novinarji veste, da boste dobili ne samo dobro kratko izjavo, ampak nekaj več. Pa glistko jih ni pretirano veliko, ampak mislim, da je tudi pomemben format pogovora. Zdaj, jaz sem tudi recimo nekateri športniki, ki veljajo za dolgočasne, pa ne za preveč zagovorne, recimo, tak status smo gotovo lahko rečemo Primož Roglič, ampak moraš upoštevati kontekst, kdaj je bil pogovor izveden, kako dolgo je, če imaš ti samo po tekmi 2 vprašanji in tam imaš športnik vidi, ne vem, še 5-6 novinarjev, ki ga bodo spraševali čisto isto, se čuti zdolgočasenost, utrujenosti, hočem čim prej priti v svoj boks, se stuširati, zvečer se spočiti, k maserju in tako naprej. Je čisto drugače, kot pa če je športnik recimo med pripravami, ima 1 uro časa zate, lahko premisli, morda mu še prej neke teme istočnice daš, vemo, da je to zelo koristno. In takrat se mi zdi, da postanejo čisto drugačni pogovori, tudi tisti, ki recimo retorično niso tako sposobni, da bi bolj to ločnico dajo. Pogosto so tudi športni novinarji kritizirani, ali pa ste kritizirani, češ da nekateri uporabljate klišejske stavke, kot so, se veš, žoga je okrogla, kar si tudi ti enkrat napisal, ko sem napovedala tale podcast na Twitterju, si napisal, žoga je okrogla. Ali pa recimo dati 120% od sebe, ali pa kapo dol, ali pa kakšni so občutki. Ti si nekoč že vzel v bran v bistvu tukaj športne novinarje, mislim, da pri tem ravno kakšni so občutki, mislim, da si nekje rekel, da je včasih zelo težko, ko imaš minuto, ali pa ko imajo vsi novinarji tam minuto časa ali pa pol minute, da dobijo nek odziv in da ne gre kar tako reči, da pač so to slabe vprašanja, ker pač včasih res je to neka časovna presija. To je pravzaprav isti pogovor. In morda smo v Sloveniji zaradi te majhnosti, nekateri novinarji tudi mislimo, pač, ker je vse majhno, ker vsaj pred leti recimo bilo še precej veliko manj medijev, si lahko vsak novinar, karikiram, da bo vsakega sogovornika za koliko časa je hotel, potem pa, ko pridejo taki veliki uspehi, take velike svetovne zveze slovenske in ko vidiš, da športnik težko pride na vrsto, potem recimo bolj ceniš in tudi razumeš vse pogostejše navade, recimo, da so že posnete izjave naprej od recimo PR
strani ali pa klubov ali pa reprezentanc. Kaj pa ti in šport? Rekel si že, da nisi recimo profesionalni športnik Absolutno oziroma ne. take sorte, ampak vemo pa, da ti hoja veliko pomeni, da si začel pred leti hoditi 10.000 korakov na dan. Dobra številka? To še prakticiraš? Ja. Ja. In si s tem tudi veliko shujšal. Ne? To si tudi javno že povedal, tako da ne sprašujem nič takega. Ja. To je bilo tisto, kar je pri tebi prineslo želene rezultate. Ja, morda za izhodišče, bil sem precej predebel. Sicer nisem bil nič bolan, ali pa da bi kdorkoli je debel, mu bo zdravnik rekel, da je priporočljivo, da shujša, zato ker spet ni nobena znanstvena fantastika. Ampak zaradi zdravja si se tega lotil, ne? Zaradi zdravja, tako ti je bilo več teh, morda tisti zadnje pika na i, je bila pa zgodba iz začetka lanskega leta, ko sem začel pisati naslednjo knjigo, Poljudno o statistiki, spet so pri številkah. In ko sem si pač dal, katere stvari bi omenjal, pač teorija, pa neki zanimivi praktični primeri, se mi je zdelo, da poljudna knjiga je pa fino, če ima nek praktičen primer na človeku samem. Ne? In potem sem se rekel, kaj bi pa lahko v svojem življenju pokazal, pa spremenil številkami, kaj je recimo največja moja težava v navednicah ali pa v resnici. Ne? In potem sem prišel do te teže in sem rekel, ja, ok, kaj pa če bi s pomočjo številk pokazal, da se da tudi to premagati ali pa uresničiti ta cilj. Edina številka, ok, pa osnovna številka, s katero sem se ukvarjal, je pač teh 10.000 korakov, ki si jih omenila, in ne mine dan, ko ne prehodim toliko korakov. No. Od takrat, ko si to zadal? Da. Kako pa jih prehodiš? Kaj je večinoma? Z noga? Ne, to vem. Vem, da veliko hodiš na hribe. Ne? Ja, vsak drug dan hrib. To višinski metri sem gotovo, da to res daleč najbolj pomaga. Probaš tudi verjetno čim več po mestu hoditi peš, ne? Ja, po mestu sicer ne živim v mestu, ampak ja, ko pridemo v službo, ja, pač od parkirišča do službe, zadnje leta tudi po dvigala ne uporabljam. Je spet koristno. Hribi so pa po eni strani tudi priložnost, pač nekaj za zraven narediš, druga pa tudi, ker vedno sem pa tudi že prej zelo rad poslušal podcaste in to je res taka dobra kombinacija prijetnega s koristnim. In v tvojem podcastu Številke, Rdeča nit 9. sezone so bile knjige, katere bi ti izpostavil, kaj si nazadnje bral ali pa kaj te je najbolj zadelo recimo? Knjige, ja, priporočal bi vse, kar sem jih predstavil. Zdaj, kar zadela, težko bi eno izpostavljeno, recimo, da nisem tako zelo nagnjen k romanom ali pa nekim težkim osebnim izpovedim, ker so neke čustvene knjige težke, tudi vem, da jih ti kakšno priporočaš, ne. Takih ne berem veliko, pa ne, da ne bi hotel, ampak ne vem, od vselej so mi bile take bolj všeč stvarne, neke poljudne, take, te so mi bile zelo blizu. Recimo ena edina, ki lahko srednjo oči izpostavil, ki je recimo tudi dokaj spremenila moje življenje, je od Nasima Taleba, od filozofa, Črni labod. On je tudi matematik in se ogromno ukvarja s številkami, in ko sem to knjigo prebral, mislim, da se tudi to bil en izmed korakov, da sem precej več pa sistematično začel uporabljati pri svojem delu. Ko sem rekla na zadnje, kaj sem bral, se bo lepo tudi naveže na novo sezono Številk, kjer bo tema Rdeča nit bo sreča. In je zelo zabavni roman, tak smešen, z naslovom Sreča, kjer se pravzaprav avtor norčuje iz priročnikov o sreči. Zabavno. Excel je moj najboljši prijatelj, to mi je bila ena zabavna tvoja izjava. Sodeloval si tudi pri izboru beseda leta. To še vedno sodeluješ? Ja, ZRC SAZU in naša spletna stran, že 5-6 let skupaj sodelujemo. Ja. Kaj ti prispevaš? Čez celo leto prek tudi naših službenih kanalov nabiramo kandidate, torej ljudje izbirajo, dajo predloge, vsako leto se potem zbere približno 300 besed in potem strokovna komisija, v kateri so člani ZRC SAZU-ja, jaz kot predstavnik medijev, potem nekako zberemo 10 besed finalistk, ki so recimo po našem mnenju najbolj zaznamovale zadnje leto in potem ljudje glasujejo. Tako je. Pohvala na dan. Ključnik pohvala na dan. Mislim, da si ti prvi uvedel ta ključnik na Twitterju, oziroma vse tako veljaš
izumitelja te pohvale na dan, ki pa je nekako se razširil. Ljudje dejansko uporabljajo, ko želijo nekaj, recimo na Twitterju pohvaliti, ključnik pohvale na dan. Mogoče mnogi niti ne vejo, da si ti bil prvi, ki si to začel. Vsekakor se je razširilo in pohvalno, ne? Ker zelo pogosto, tako kot sva prej govorila pri športu, ko pozabljamo na neke drugačne plati, temne plati ali pa v bistvu te vsakdanje plati, tako tudi pozabimo v vsakdanjem življenju pohvaliti. Ne? Nismo več vajeni hvaliti. Ti jo kar pogosto uporabljaš, tudi retvitaš ljudi, oziroma repostaš, kot se reče po novem. Repostaš ljudi. Reiksaš ljudi, ki dajo neko pohvalo. Zakaj v bistvu si začel to, oziroma kaj se ti zdi vredno reči ob tem? Ja, morda je ključno izhodišče to, da največ službenega časa na družbenih mrežah, pa najbrž tudi zasebnih, žal, preživim na tem kanalu in zdaj ima oba najbrž občutek, pa nek kar pravilen občutek, po kakšni poti je šel recimo ta konkreten družbeni kanal, recimo, da je zelo postal toksičen, zelo napadalen, zelo negativen, ti nekaj narediš, nekaj, kar je recimo šala, nekaj pa, kar ljudje res mislijo in tega res vse več in se mi zdi, ne bom rekel, da je pač to narobe, če se ljudje tako počutijo, ne, ampak ustvarja neko toksično klimo, kot da je vse narobe in se spregledajo tudi pozitivne, lepe stvari, nekaj, ki so lahko čisto banalne, ne. Velikokrat recimo ljudje, pa res se sliši banalno, pa človeku pomagaš samo s $0,5. Velikokrat ljudi omenjajo, da je nekdo zapeljal ven iz parkirišča, pa ima listek še za pol ure, pa da drugemu človeku res Polepšaš dan. Polepšaš dan, take res male podrobnosti. Predvsem se mi zdi bistveno, da ljudje tega ne pričakujejo in potem, ko to dobijo neko drobno pozornost, lahko samo nasmeh pa pomaga človeku. No. In se mi zdi, da skupaj potem ustvarjamo neko klimo, v kateri vsi želimo biti. Vse se tudi, če pogledaš, da se mi zdi zelo dobra paralela družbenih omrežij, ko pomisliš na vse kritike, pa kletvice, pa ne vem kaj vse, a bi ti to človek povedal v živo? Ne bi, ja. Najbrž te ne bi. Večina ljudi ne bi, če pa ti bi, pa ne bi hotel biti v takem okolju. Ne. Bi hotel biti v nekem okolju, ki je prijetno, pozitivno. Seveda, da ne bo kdo mislil, da verjamem, da so vse posod rožce, pa da vse posod lepo, pa da ni slabih stvari v življenju, ampak zakaj ne bi tudi kdaj izpostavili kakšne take pozitivne stvari, ne? In to je ozadje tega. Ne? Del tvoje zgodbe je tudi to si javno že povedal, da preden si začel snemati podcaste in tvoj glas je pač znan, da si tudi jecljal. Kako si to odpravil? In je to še ena od teh zgodb, v bistvu vse se da, kako si rekel na začetku, kar se človek nameni, oziroma lahko treba je verjeti v to, da nam rata. Niti ni bilo, kot prvo, ni bila tako ekstremna težava, da bi potreboval kakšnega lingvista oziroma logopeda, čeprav sem bil kot zelo majhen sem bil, ampak ni bilo nobene namenske, se je kar ta prestop se je zgodil. Samo od sebe? Precej, ampak še vedno vidim, hitro zapadem kaj takega, če hočem kaj v redakciji povedati, ali pa tudi doma hitro lahko zapademo to vecljanje, tako da malo zavestno pa moram še vendarle delati na tem. Ampak se mi zdi pa to prednost podcasta o tem, ne. Že kot otrok recimo sem razmišljal o tem, da bi bilo fino delati na radiju, ampak nikoli v življenju ne bi prišel skozi to šolo, ne. Podcasti pa mislim, da so to malo demokratizirali in dali možnost tudi tistim, ki morda niso tako zelo sposobni glasovno, ampak imamo pa neko... Ki nismo perfektni glasovno, ne? Tako, zate ne bom nič rekel, ampak... Ja, rečem, kar je zase, ja. Ampak ja, fino je, da obstaja taka možnost. Ja. Ti imaš 2 otroka, česa ju bolj učiš? Športa, novinarstva ali matematike? Ljubezen do števila. Prenašaš to ljubezen? Ja, pa čist nehote. Sin se mi zdi, da je tudi zelo... kar tako intuitivno neka pravila vidi, številska, morda mu še kaj namigne in potem takoj naprej sklepa potem in zelo rad, se mi zdi, nekaj je tudi na teh genih, se mi zdi, da mora biti. Ja. A se spomniš, na zadnje, ko si spraševal svoje poslušalce oziroma bralce, naj postavijo kakšno vprašanje, sem ti jaz postavila vprašanje, koliko je športov. Aha. A mogoče že veš, koliko je športov? Eden od uporabnikov Twitterja nam je potem napisal, da najprej definirava, kaj je šport. Tako da bi jaz rekla, da po Franu je to po ustaljenih pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesnih zmogljivosti, tekmovanje ali razvedrilo.
Cambridge Dictionary pa pravi igra, tekma ali aktivnost, ki vključuje fizično aktivnost in spretnost, ki se jo igrali izvaja po pravilih. Ja. A bova tukaj ostala brez odgovora? Ne, Ne? a bi dala samo noter, recimo, lahko kaj je ta definicija, recimo skriva pastine, veliko se govori o olimpijskih igrah, ne, ni skrita želja marsikatere industrije, da bi igre prišle noter, ne, a zdaj štejemo ali ne. Mislim, da je Janez predvsem na to mislil poslušalec, bralec. Sem preiskal, našel sem nekega poljskega avtorja, Vojčik Lipnik, ki je pred 20 leti izdal enciklopedijo svetovnega športa in je v njej popisal, mislim, da približno 3000 športov in iger. Tudi igre sedanjosti in preteklosti. To je res tako ogromna številka. Ja. Potem sem pa malo razmišljal, ne, če damo kot največji, ne bom rekel ideal, ampak največji športni dogodek olimpijske igre. Ta hip je 40 športnih športov, del poletnih in zimskih iger. Ne. In zanimivo je potem gledati spet to zgodovino, to evolucijo, kaj je bilo včasih olimpijski šport ali ne. Se vedela, da je bilo vlečenje vrvi včasih olimpijski šport. Opa. Ja. Te bo pa najbolj še bolj presenetila. V začetku so bile tudi umetnost del olimpijskih iger. 5 umetnosti, literatura, kiparstvo, slikarstvo, glasba, še nekaj sem pozabil. Glavno je bilo del olimpijskih iger na željo ustanovitelja Pierra de Coubertina. In potem hecno, potem po koncu druge svetovne vojne je to šlo izven olimpijske družine, ker so bili mišljeni umetniki kot profesionalci. Današnji profesionalni šport pa se takrat povezal z amaterizmom. Skratka, samo 100 let je pa se vidi, recimo, kaj ljudje tretirajo nekoč kot šport in kot kaj ne. Kako se to spreminja. Za zaključek, Slavko, kateri trenutek ti je bil tebi zate, recimo letos, trenutek v športu? Meni se je recimo zdela ta športna poteza hrvaškega atleta Dina Bošnjaka, ki je zelo nesebično pomagal slovenskemu tekaču Vidu Butolinu. Imaš tudi ti kakšen tak? Ja, tudi v tej knjigi, ki se omenjam fair play, ki se mi zdi zelo pomemben, ampak si je rekla, en trenutek v slovenskem športu letos, ja, brez dvoma Rogličeva veriga, no. Brez tega. Ta je res, ti se na prvo žogo, pa res mislim, da se je predvsej dotaknila naše države, no. Hvala, Slavko, hvala, da si bil moj gost, hvala, da si prišel v N1 podcast. Hvala za povabilo. Dobro delaj še naprej številkami, poslušali te bomo in te brali. Sem gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam pa tudi hvala lepa za pozornost. Upamo, da bo ta podcast v teh sicer težkih dneh zaznamovanih z dežjem in poplavami vse komu prinesel mogoče kakšne bolj sproščene trenutke. Ja, vse dobro vsem poslušalcem in gledalcem. Tako je, vse dobro. Hvala, Slavko. Hvala tebi.